Kdaj si bil nazadnje v Kranju Seku? Pa ne dolgo nazaj. Enega prijatelja imam tam iz Gorič. Tako da malo sem ga šel obiskat, po moje, še teden dni nazaj. Ti prihajaš iz Šiške, a se jaz motim, iz Dravelj? Ne, sem v Dravljah sem se dosti družil. Tam en prijatelj imel lokal včasih, zdaj ga je prenovil. Drugače sem pa iz Most, jaz sem Moščan bolj. Aha. Ampak to isto, čak Moste so... Moste so ti tam, blizu BTC-ja, Štepansko naselje, Fužine. Eto, se pravi, si isto pač blokovski otrok, ne? Definitivno. Sej to je. Neč, gdejmo, kaj bomo začeli? Okay, dobrodošli na podcastu UF. Danes na 30-ki priklical ste ga Pici, Aleksandar Repič je z nami na podcastu UF, prišel direktno iz Ljubljane. In da te kuj vprašam, legenda, vidim, da imaš brke, pašejo ti, zakaj pravzaprav nosiš brke? Pa nisem jih planiral nikoli nositi, pa nima nič veze s tem novembrom. Aha. En prijatelj smo bili na pijači, pa mi je za foro rekel, ko sem šel v frizerju, kaj ima to tja v Fužine. Prav, daj pusti za foro brke, sem ne vem, kako bi izgledal. Sem rekel, če bom pustil, pa bom pustil vsaj kakšen let. Prav, nisi toliko, rekel trmas, rekel sem. Prav en let si vzaj pustil brke? Pa sem rekel en let si bom pustil, zdaj jih imam po moje žene 2 meseca sigurno jih pušča. Dobro, so že dodrač. Ja, neki so že se počasi zavijajo na gor. A veš, kaj imaš folk, kaj ima une? Sem že na Cankar verjam. Na Cankarja. Ja. In dejansko pustil si boš en let brke? Pa ja, planiram tam. A sta kaj stavila? Ne, nič, to je čistko, jaz sem ful. Inatim se, ful sem trmas človek, pa kaj si nekaj rečem. Pa tu, če mi ni najbolj okej, teram pol do konca. Tako da sem rekel en let. Zanimivo. Edino, če bi rabil za kakšno snemanje ali pa kaj, pa bi mogel postrišti, ampak drugače pa, če ne bodo motali za kakšen projekt, pa jih pustim sigurno. Jaz sem itak, zdaj, ko sem v tebi malo gledal, sem malo bral in sem videl dejansko, probo bom mogant. Zdaj pa ti povej, ali ima prav ali nima prav. Igralec, režiser. Kombinacija obojega skupaj. Nekak. Ja, režiser za stvari, ki sem jih sam včasih snemal, stvaril, drugače pa oboje, ampak to je čistko ljubiteljsko se nekako rodil v meni. Užival sem zmer biti in za kamero in pred kamero, pa vse, kar je povezano z videoprodukcijo. A pa to že prej od mulca, ali kako si prišel do tega? V bistvu ne, po moje 6-7 let nazaj, ko smo se začeli malo družiti z Jovičem. Pa smo pa bili na snemanju, mislim, da Nipke toga spota, pa je pa tam bil Božo, en prijatelj moj dober. Ko smo se začeli družiti, pa ustvarjati skupaj, pa Mark Pirc, pa sem pa videl, kot oni delajo ustvarjanje, pa mi je bilo čisto zanimivo in pa sem tako celo noč ostal tam na snemanju še z njimi, tudi ker nas niso rabili več, pa gledal, pa sem pa čisto odpadel. Tako povlekel me. Kaj ti je zgodbe, ali v bistvu... A nekaj mene, pač jaz isto to delam, pač isto pač delam videospote, dokumentarce te in dejansko ta za kamero, te zgodbe, ki se dogajajo za kamero oziroma ko ti nekaj daš na platno, imaš neki adrenalin, saj jaz, pritisnil, ko te ne bo nekdo ocenil, pa kako je to. Pri meni je tako, da jaz sem bil že od majhnega entertainer, ne. Rad sem bil v razredu tist, ki bo poskrbel, da ali bo kakšna glupost ratala ali nekaj pač, da je neko vzdušje, da se nekaj dogaja. In zdaj vse, kar je povezano okoli tega, da nekaj ustvarjaš, da daješ, da nekako ustvarjaš si neko publiko in da za njih nekaj delaš in da pol vidiš odziv, to je tisto, kar me je zmeruno, ne. Pač teral naprej, da delam nekaj tazga, se pravi, nekaj, da lahko ostane. Tudi pol za neki cajt, veš, da dejansko nekaj pustiš in da kadarkoli čez leta lahko nekdo pogleda si, ne. Tako da to me je zmer... Kaj, legacy v bistvu, to? Ja, lahko pač legacy, ne? Lahko bi temu tako rekel. Pa nasploh, se pravi, da popestriš to drugim malo dolgočasen life, če ga imajo, ne. Veš, ful je enega dogajanja, ful se je folk zamotil z vsem, ne, kaj gledaš, to je vse neki natemperane bombe so, razumeš, ših, zjutraj vstaneš, greš, priješ konc zvečer, utrujen, sfukan, uležeš se in čez dan se ti nič posebnega ni zgodilo, pa zvečer mogoče kaj pogledaš si, pa tako, veš,
od dostih sem že slišal, kako jim pač polepšam dan ali pa ko si gledajo kakršne ko moje osebine, tako da to je nekaj, kar me veseli. Sploh ti skeče, pa to, ko si začel delati. Skok v Ljubljanco, vožnja čez Mercator, se pravi vse te, bomo rekli, pizdarje po domači rečen. Ja. A je to bilo namensko ustvarjen s tem, da recimo si ti narediš reklamo, ali dejansko, veš kaj hočem povedati, ali je bilo to tako, deva peva live, zato da bova pač si naredila kariero iz tega, ali enostavno deva pač dolg čas nam je, da gremo eno pizdarjo narediti, pa to za nam posneti. Jaz sem že v preteklosti imel ful enega masla na glavi, pa ful enih pizdarij za sabo, tako da to ni bilo nič novega. Je pa bilo novo to, da ko je prišel takrat live stream ven, ko sem videl, da so samo določeni dobili to na Facebooku, to možnost in je so postopoma sproščali tudi za ostale uporabnike. Sem pol videl in sem rekel temu prijatelju, ki smo včasih snemala skup, sem mu omenil, sem rekel, tole je future, ne? To, da te v živo lahko ljudje gledajo, da imaš broadcast, se pravi, da predvajaš nekaj v živo, to smo prelog sam gledali, točno to je prihodnost. Zdaj pa, kaj narediti, da boš pritegnil gledanost, je itak, ne, dramo, pač problemi, pizdarije, karkoli je prepovedanega, razumeš, to, kar ne bi si mogoče vsak kupil in zdaj pač loviti tisto mejo, ne, kje je zdaj tista meja. Midva sva zmer hodila po eni taki tanki meji, med tema a bo ratal problem velik iz tega, ali bomo pa lih tok, da je do te meje, ne, tako da po se pa to začel postopoma, to pol vem, da enkrat smo splezali na streho od Big Brotherja, pa je meni ratal še noc uleteti, sam takrat, mislim, da so imeli neke motilce. Ti si samo, sorry, kad te zmotil, sam večkrat si tako mikrofon bliži, tako da nama pojo posto neki kao ne. Tako da meni je uspel splezati takrat na streho, pa noter, ampak takrat sem že videl, da je prekinal, signal se je tam zgubil in mislim, da smo imeli neke motilce in pač... prav namensko kao tam? Ja, prav not uleteti, prešvercati se mimo njih varnostnikov, splezati, poznal sem teren tam, ki so to snemali in to je bila tako, stopnjeval se, ne, pa smo pa videli, skozi je več in več, ne, in pol tako, ko smo folku rekli, ne vem, takrat bo pizdarija, live, ljudje so že vedeli, da bo res neki, da ni bullshit, ne, in to se je stopnjevalo, to, ko smo prižgali, to se od enkrat usul tako v manjka minuti 5000 folka. Ja, jaz sem gledal to, jaz se spomnim se, ko sta bila v neki trgovini, ki prodajajo pohištvo, oziroma ki prodajajo... Hervey Norman je to bil, ja. Ja, Hervey Norman. No, takrat sem jaz prvič zate zavaja slišal, ko sta bila noter, ko so oni že ugasnili. In tako ti mi bilo vse, kaj tle najbolj zanimiva scena? A jih bojo dobila jih na? Kaj bo, ko jih dobijo? Pač to je mene drajvala, veš, sej ne sama una scena. Ne? Se to je vsazga, jaz mislim, da držal. Prišli smo do točke, da je tam se nabral tako enih 150 avtov, sigurno, pol parking. BTC je bil zaprt takrat, to je bilo vse in ker smo prišli dol po tistih stopnicah, ker sem si videl, koliko enega folka vzum čaka v živo. What the fuck, a tudi vi nimate pametnejšega dela, ali kaj. Veš, pa itak sem nekako na tisti točki sem že bil toliko seznanjen zakonodajen, da sem vedel, kaj sme, kaj ne, kaj reči v primeru, ko pride kdo, ne, tako da smo se tudi takrat izmuznali, niti za jarama kazni nismo dobili niti nič, tako da je nekako pil vodo to. No, kaj pa sama trgovina, recimo, ok, jaz sem naredila reklamo. Ja, prišel je en gospod, on je bil nek vodja te poslovalnice tam v BTC-ju in on je prišel, pač mogel ostati od doma, pridati ja. In okoli naj je bilo že enih 6-7 policajev, tam nas popisvali in je prišel not in tako gleda in pravi policaji, tako potencirali so na to, a boste dali kakšno prijavo, vadbo, karkoli. Pa tako gleda, pa prav, ne, zakaj? Že na poti do sem slišal, da je to toliko enih ljudi. Oni so meni kvečjemu reklamo naredili, ne. Takrat je meni naredil klik, ok, to se da tudi to naučati. In pa se je tako počasi začel. Pa naslednji live streami so bili balkane zrežirani, tako da... Mislim, do neke mere, ne? Pač, ja. Ne, v celoti so bili zrežirani. Tok smo že pol naštudiran imeli vse, kako prepeljati folk do te točke, narediti ta hype, da jih nekako obdržimo na liveu in da so prepričani, da se to dejansko dogaja. Ne? Se pravi, vsi smo vedeli, ne vem, pa smo udarali v tisto diskoteko, kaj je že bivša Lipa.
udarili, ampak to je bilo vse zrežirano, naštiman in edino pa nisem vedel. Ja, no to marsikdo ne ve še do danes. In policaji so pol dejansko prišli in vse, ker itak ogromno je bilo folka, ki so komi čakali, da naredimo nekaj, da kličejo policijo, ne, ker tako se počutijo pol del tega, ne, kar jim sploh ne zameram. Tako da takih klicev je bilo ogromno. In pol so policaji tudi že počasi naštudirali, da mi nekaj delamo, ampak ne bo neke velike škode in da se oni nočejo lih pojaviti direkt na live, ampak malo počakajo, ne, pa pridejo malo kasneje. Ne. In pa so tudi tam prišli in pač popisali in vse in potem je kao prišla neka punca, ki je bila nastavljena tam, ne, ker se ta lastnik te diskoteke ni hotel izpostavljati tam pred kamero in je ona prišla kao, kaj počnete, ovo ono, in pol so tudi njo vprašali, če bo dal kakšno in pol ona, ne, vamo tam, ampak to je bilo 45 minut live, pokasirali se dobra vsota denarja in no, še to je genialno. Ja, mi smo to je genialno. Mi smo to obrnili v dober posel takrat. Ja, zabavaš ljudi, delaš to, kar imaš rad in dejansko nekaj, to je drugače res genialna stvar, ne? Ja, premišljeno je bilo vse. Za svaka čast. Jaz sem vsako tako stvar imel tako naštudirano, da... Niki Ljubljana, a te? Neči norci. Bravo, stari, ja. Ko pa se pravi, ti si čez noč rato, bomo rekel, popularen, temu lahko rečemo popularnost, realno. Ja, ko se ti s tem sploh soočal? Recimo, ker prej verjetno, to je bilo dosti hitane. Ja. To je bilo neko obdobje, kaj in zdaj kar pici. Ja, live streami so v bistvu bili tako, da so nekako razširili to publiko še na večji del Slovenije. Tudi že prej so me te poznali, ki so imeli pod prijatelji, pa te sledilci nekih je bilo po drugih posnetkih, pa tako naprej, tega je bilo ohohoj. Ampak ja, pol se je to že tako razširilo, da so pol začeli novinari pisati o nas in da se pač, to je tudi za njih pil vodo, se pravi, črna kronika, drama, pizdarije, problemi, ne, to je nekaj, kar se bere in kar oni rabijo tudi za svoj posel, ne. In enostavno to izpostavljanje je pač je bil ful dvorezen meč, ne, se pravi, istočasno nas je folk in kurcu in vse, da smo taki in drugačni. Prednost pri nama je bilo to v temu, da nam nič ni prišlo do živega, ne. Se pravi, ko sam se priznaš, da veš, da si pač idiot in da to, kar delaš, ni okej, ne, pač moraš sprejeti tudi to kritiko in to pljuvanje in vse in to je nekaj, kar ti to prinese zraven, ne. In pol, ko nekako se naučiš s tem funkcionirati, potem te sam še držijo stvari, ki ti v bistvu grejo v tvojo korist, pa na tvoj mlin, ne, se pravi, finančna korist in to je to, se pravi. Služali smo, delali smo to, kar nam sede, neodvisni smo bili in pač to se je sam stopnjevalo, ne. Gledanost je rasla, ful je bilo enih novih izkušenj, smo nabrali, spoznali enega folka novega, s katerimi smo pol in sodelovati začeli in snemati in ustvarjati in to se je pol samo je to prišlo na skeče. Na enem trenutku smo videli pač, da te algoritmi od Facebooka so se začeli malo spreminjati, ni več pokazali teh live streamov, tako kot so pač včasih, ne, se pravi, nekdo je prišel gor, tako je vsem friendom od tega, ki je prišel na live stream, je tam izpisal, da ta gleda zdaj ta live stream in tako se je to ful hitro razširilo. Aha, to je točno, ja. In to se je pol ful spremenili in videli smo, da v tej smeri pač ne moramo neki ful več ustvarjati. Pa smo začeli snemati skeče, pa smo posneli en skeč Despacito, nek sprnjena Despacito komad in tisti je pač počel, ne. Tam so se pa eni čudni algoritmi prijeli tako, da je bilo v 10 dneh 8,5 milijonov gledov in da je šlo viralno pač. To ni samo govoriti, to je bilo tako je bil graf, takole nagor, tako taka eksponentna rast in 10. dan, kada je nekdo ugasnil vse skup. Jaz, ko sem gledal graf, kada je ugasnil, sem takole, puf. Kada kripto? Tako nekako, da bi en rug pull naredil, povlekel se. Kaj misliš, da je klej, da misliš, da bi bilo, da je toliko, mogoče, da je kdo dejansko Nemogoče je bilo, zato ker do 10. dneva so eksponentno rastali in ogledi, in šeri, in vse, pa se pa vse od enkrat ugasne. Pa sem delal, da tudi tisti, ki pošerajo, njegovim prijateljem to ne pokaže več na domači strani, kad dajo domov, ne pokaže, da je ta pošeril, mora klikati na njegov profil, iti na njegov profil, na njegovemu zidu najde, da je on neki pošeril. Se pravi, dejansko tako naredijo, vidijo, ok, ten gre pa ful organsko, rič,
bolano dober, pa samo ugasnejo, poti pa že začnejo dajati ponudbe, da ti nekaj sponzoriraš. In ko priješ do te točke, oni sam čakajo, da ti daš prvi sponzor, da nekaj plačaš. In ko to narediš, gre pa samo še tako. Zato, ker vidijo, da tukaj ga imamo, ne smemo več dovoliti organskega riča, samo še plačljiv. In pol tako oni. In mi si pač tega nismo nikoli dovolili. Sem rekel, v redu, že to je ful veliko gledal, pa so neke druge strani tudi pobrale ta video in ga objavile na svojih straneh, tako da pol, ko sem računal vse skup, smo imeli samo za ta video 620 milijonov gledov. In to so bile res cifre. To je iz celega sveta folk komentiral spodaj, ker ni bilo nobenega govora, vsak je razumel, kaj je fora. In se je prijel, pa smo še enega posneli, isto zanimivo, tak bi on se tudi prijel, ampak pri mu se ni takoj, nekih 150.000 denarjev, pa se je ugasnil, pa kar od enkrat, ne vem, po 10 mesecih, kar počul, pa naredil še 1,5 milijona. Tako da so ful smešni. No, vse kaj misliš, da vpliva na to, da nekaj postane viralno? Bo rekla vsebina definitivno, čas, kaj je tista mogoče, ki bi pa algoritama, kaj? Ja, algoritem je ful pomemben zato, da on sploh ponudi uporabnikom oziroma neki tvoji publiki to, kar hoče videti. Se pravi, če oni ne dovolijo, pol se tudi to ne more neki ful razširiti. Zdaj, čisto odvisno od platforme, na kateri pač objavljaš, kako se stvar razširila. Je pa definitivno pomembna vsebina, pa da počneš nekaj, kar ne počne vsak, oziroma nekaj, kar se ne vidi povsod, nekaj, kar že ni izfuran, recimo. Da ne bo pomote, mi smo ful enih for pobrali drugje, pa izkopirali, pa jih pač prilagodili. Tako da to ni nič narobe, ampak enostavno, jaz mislim, da vsak gledalec začuti, a si ti pristen ali nisi. Se pravi, ne rabiš biti neki ful inteligenten kot gledalec, da ti začutiš, a je nekdo pristen, a je to on ali ni on, ali se pretvarja, da je nekaj, kar ni. Enostavno začutiš. Težko je biti tudi dober glumac, pa odglumiti nekaj, da si pač nekaj, kar nisi. Tako da jaz mislim, da nama je dal prednost to, ker so bila drugačna od vseh, oziroma sva si dovolila marsikaj, ampak to sva bila midva. Čeprav jaz sem vedel, da ene stvari, ki jih pač objavljamo, oziroma dajemo ven, niso bile čist take, kakor dejansko se mi kažemo recimo v privatnem lifeu. Jaz vem, da za krog ljudi, ki jih imam okoli sebe, ki me smatrajo za prijatelje, to vejo točno, kakšen sem. Jaz sem pa zmer hotel od sebe delati za to publiko, ki me ne pozna osebno, se še večjega norca, še večjega debila, idiota in tako naprej. Zato, ker sem vedel, da to nam bo prinesel in gledanost in denar posledično. In da pa se ti res pokažeš, kdo si, pa česa si sposoben, pa koliko si razgledan, jaz mislim, da ni to danes folko več zanimiv. Se pravi, večji idiot, ki si, večja kaj glupost, bolj pritegneš te mlade in tako naprej in jim nisi zanimiv, če jim pametuješ. Veš, kaj imajo že dosti pametvanja doma, Pa v šoli, Foter, pa posod. Pa to, In oni enostavno so uporniki in oni si zmer želijo, da jih nekdo njih razume. In zdaj, če se najde nekdo, ki je tudi starejši, pa ki je pač tako malo prefuknen, pa to bodo mu sledili. Dokler ne ugotoviš, da to mogoče, kakorkoli je dobro za nas, ni dobro za mladino. In jaz sem že bil na točkah, ko sem razmišljal, tudi ko sem montiral vloge. Mi smo imeli, ko smo z vlogi začeli, smo imeli ene res prefuknjene vloge. In čeprav sem jih cenzuriral in vse je bilo tisto preveč, vse je bilo nam smešen. Jaz sem ljubitelj črnega humorja in zajbanci in vse. Jaz uživam v tem. Ampak, kar je pa preveč, sem prišel že na točko, ko sem si rekel, stari, to pa ne moramo dati ven. To pa ni okej, stari. In dobesedno imam 2-3 vloga na kompu, ki jih nismo dali nikoli ven. Se pravi, pici imajo. Mogel sem si jo postaviti. Mogel sem izklopiti ta interes, ki smo ga imeli in si reči, stari, koliko škode jaz prinesem na ta način, kad dajem take vsebine ven za mlade, da v bistvu to pretehta ves interes, ki ga jaz dobim nazaj, ali je to finančni ali kakršenkoli drug, gledanost in tako naprej. In enostavno enih stvari si pač nisem dovolil, da grejo ven. Sploh imel sem jaz to možnost, ker jaz sem vse montiral,
Vse je šlo, 90% cajta za ta brand sem jaz porabil in vložil v to montažo in snemanje in tako naprej, tudi kar se opreme tiče in vsega. In sem nekako imel to kontrolo nad tem, ok, to bo šlo ven, ne, to pa ne bo šlo ven. Tako da, ja, moram reči, da sem jaz pol tudi začel dobivati to, vse mislim, leta naredijo to, ne. Kakor odraščaš, tako pol vidiš, kaj je še smiselno, kaj ni smiselno, kaj je ok, kaj ni ok. Ne. Nastaviš si neke prioritete v lifeu, neke smernice in pol se probaš tega držati. Ne. Tako da je bilo dost stvari, ki niso bile za nikamor. Ne, ampak sej to je cool, veš, da si lih to, kar si rekel, to pa ni mogoče primerno, ker bo na nekoga vplivalo. Ne. Ja. Lahko, da bo nekdo za tabo to ponovil in pizda s tem uživeti, pojem mogoče naprej, ne veš, kaj se lahko zgodi. Veš, ko je, ne? Jaz vem, da glede na to, jaz sem 2019 sem šel odsedeti te svoje stare grehe, prišel sem ta let februarja ven in vem, da jaz mogoče danes ne bi bil v zaporu, ne bi končal tam, če ne bi jaz bil toliko javno izpostavljen. Jaz sem prepričan, da je bilo ogromno enih otrok, ki imajo doma ali fotre, starce, družino, prijatelje, kakorkoli, ki so policaji in tako naprej, ali sodniki, tožilci in kakorkoli. In zdaj, jaz sem se postavil, probal sem pogledati čez oči enega starša, ki je policaj, ki je korekten, ki cel life dela na temu, da je vse po PS-u in mu pride froc domov iz šole in reče, oči, a si videl, kaj sta Pici pa Pero naredila, ne? In on si zdaj to z otrokom pogleda in vidi, da je otrok na tem čist navdušen. In zdaj starš hoče otroku razložiti, da to ni ok in da se to ne dela. On staršu ne bo verjel, njemu bo bolj zanimivo to, kar mi dva počneva. In zdaj te, ki imajo to možnost, ki so neke figure v pravosodnem sistemu in kakorkoli, imajo možnost vplivati na mojo usodo, recimo. Ne? Na Perotovo tok ne, zato ker on imel tok masla na glavi, kakor jaz. In enostavno, ko se soočijo z mano nekje, ali je to na cesti, ali kakorkoli, ali na sodišču, razmišljajo o tem verjeten in si rečejo, no ok, zdaj ti bom pa tukaj porezal krila. Zakaj? Klej te lahko zebe. Zato, ker ve, da o tem se bo pisali in se govorili in bo on lahko prišel domov in bo rekel svojemu otroku, a vidiš, sine, kje je Pici končal in da to ni ok, kar ti je foter govoril. Tako da sploh ne morem zameriti nobenemu, da sem končal tam, kjer sem, zato ker konec koncev to so moja lastna dejanja in pač za tem moraš stati in biti odgovoren. Tako da razumem, da sem za neko neumnost, ki mogoče sploh ni vredna, da bi se šlo za njo v zapor. Konkretno je zadnji primer bil, ko sem skočil na policijsko marico in je bilo škode za 70 evrov. Imel sem več kot 14 obravnav, odvetnik me je koštal nekaj čez 3 ure pa pol, škode je pa bilo na marici za 70 evrov. Jaz sem bil pripravljen plačati tisto škodo in še kaj dodatno. 140 kulje. Tako, kakorkoli. Sam da vam dopovem, pa jaz sem takrat že imel SP odprt, pa funkcioniral, pa delal lep promet čez leto, davke plačeval, prispevke, vse. Vse sem imel pošlihtan. Ampak oni so ustrajali konstantno, da se mene mora zapreti in da jaz moram iti sedeti. Porabavali smo tudi z družbeno koristnim deli, vse živo. Ampak jaz sem videl, da je kle v zadju nekaj večjega. Da kle ni več nepristransko odločanje, ampak da je dejansko pristranska odločitev nekoga, ki je pač imel pritisk iz ozadja in ne, tega človeka se mora zapreti. Zato, ker on dela že to dlje cajta in take in drugačne gluposti in tukaj ga treba šolati. In sem pol videl, da njim ni v interesu, da oni mene resocializirajo ali pa popravijo, ker pač vidijo, da jaz načeloma imam stvari pošlihtane in da z mano ni neke večje škode, kot pač to, kar sem naredil, ampak enostavno, da dajo nekomu drugmu sporočilo in da ga naučijo, vidiš, če delaš to pa to, kam lahko prideš, kje končaš. Ne. Tako da... Kao slab vzor, ko se bo to naredil. Tako da jaz sem bil enostavno po svoji krivdi, da ne bo pomote, tam, kjer sem bil in jaz mislim, da je to bila ena... Preden sem šel noč, sem preklinil tisto sodnico. To sem te hodil vprašati. Ne mi povej, kaj si izvedel. A se lahko vrneš v tisti trenutek, kaj si izvedel, da greš dejansko? Se pravi, dejansko, koliko časa si sedel? 22 mesecev je bila kazen,
20 mesecev sem odsedel, čeprav sem hotel do konca odsedeti, pa so me dobesedno vrgal ven iz zapora. Na 2 meseca mi ni igral vloge, jaz sem si tak pač... Že v glavu ti si imel verjetno plan vse, kaj boš tako pač. Ja, jaz sem se naučil noter, da enostavno situacijo, kjer se znajdeš, se moraš z njo soočati in ti imaš to možnost odločanja, kako bo to vplivalo na tebe. Se pravi, ti si sam narediš, a bo to zapor za tebe, ali bo to svoboda, a bo to osvoboditev tebe samega. Ne? In če enkrat mi je en prijatelj, ki sem ga noč spoznal, mi je rekel, svoboda je v glavi. Ne? A veš, če si ti v glavi svoboden, tebe noben ne more zapreti, ne? Tvojega uma noben ne more zapreti. Se pravi, kakorkoli da te fizično omejijo, da se ne moš premikati, če si svoboden v glavi, ti boš lahko tudi noč sreča. Ne? In jaz, ko sem si naredil to neko udobje noter, ko sem si porihtal stvari, nek ritual, se pravi, vstajaš se redno, stopaš na raport, sirena, konča se, gre na zajtrk, malce vmes fitness, tako, a veš, enostavno izkoristiš tisto, kar imaš, zato da na sebi delaš, da gradiš in da narataš boljši človek. Ne. In zmeraj imaš 2 opcije, ne. Ali se prilagodiš in narediš, da bo tebi dober, ali pa se postaviš v vlogo žrtve, pa se smilaš samega sebe, pa se rečeš, izkoristi čas. Ja. Tako, in dosti je ljudi noter, ki bežijo od te realnosti in pol konzumirajo vse živo, samo zato, da jim hitreje mine cajt in tako naprej, v bistvu pa zgubljajo toliko en dragocen cajt, da jim ni jasno. A pa si bil ti prvič, to je bil tvoj prvi zapor, bom rekel tako, jaz sem bil v priporu, prvič po moje sem bil med najmlajšimi v zgodovini takrat. Kak je 6? A to? Ne, 14 mislim, da sem imel. 14 mislim, da sem imel, ko sem bil prvič na Povšetovi. Takrat sem bil za mesec pa pol noter v priporu, pa so me pa dali v hišni in dobro, pa si že nekako, ampak ko greš v zapor, zdaj pa čez muzej, svoj film povem, imaš nek strah oziroma nepričakovanje, kaj se bo zgodilo, verjetno. Gledaš te dokumentarne filme, gledaš filme, gledaš ful enih stvari, zapor je grozen, predstavljati ga grozen, zdaj verjamem, da slovenski zapor tudi ni glih najlepši plac biti, verjetno, ampak kaj si ti počutil takrat, ko si rekel, da greš, a si imel kakšno tisto napetost ali karkoli? Recimo konkretno za to zadnje, ko sem šel, tukaj je bilo dosti lažje, zato ker sem vedel, kaj me čaka, datum je bil določen, celo uspel nam ga enkrat predstaviti za 3 mesece, zato ker smo imeli snemanje za 2. sezono serije Truplo. To nam je nekako uspel premakniti. Pač porihtal sem si vse, kolikor se je le dal, zato da grem lepo noter, spakiram stvari, grem, odsedim to in da pridem ven. Ne. Tako da je bilo na nek način nek in adrenalin in neka taka mešani feelingi so, no, ker ne veš, kaj pričakovati. Čeprav sem tudi odprej poznal par fantov, ki so imeli že izkušnje z dobom in so mi povedali tako in drugač, eni ful dramatizirajo, drugi povejo ful tako relativno, mislim, realno, tako kakor je. Tako da nekako sem si neko sliko svojo ustvaril, ampak dejansko priješ not, pa ko povlečeš ti skoček za sabo, pa ko te dejansko priješ z eno napotanco, ko daš svoje dokumente, ti si, prišel si, javil si se, ok, v redu, gremo, prvi blok, spremni blok, in ko te dajo v tisto sobico, pol dejansko gotoviš, ok, stari, jaz bom kle naslednji. Ja, to je to, ne. Okay, ja. Vidim, da se tudi verjetno treniral noter, s tem dobo to navado, na svobodi. Ja, da se ne lažemo, mislim, da sem imel nekih 57 kg, ko sem šel tja, res sem bil suh. Pa res, ja. Ampak jaz že prej nisem imel neke navade, da bi zajtrk jedel, pa to je s mene prijel. Tako, jaz sem bil že tako, presnovo sem imel hitro, pa pol sem šele popoldan enkrat nekaj pojedel, orang pojedel, da me je skoraj raznesel, pa zvečer mogoče nekaj mal 1 do 2 obroka na dan, pa ne, da ne bi imel, ampak enostavno toliko sem imel hiter ritem življenja, da nisem si sploh vzel cajta zase, ful sem se zanemaril zunaj. To sem dojel noter, ne, da sem se res zanemaril in da se nikoli nisem postavil sebe na prvo mesto, čak ne, jaz moram pojesti nekaj, pol bodo prišli prijatelji, pa prije to, pol to. In polka noter dobiš to navado, pa zajtrk, pa tret, pa ko stopaš pol na tehtanco, greš do zdravnika, tam se zvagaš, poveš, da to raste neki, pol gotoviš, da v bistvu si čist zdrav, ne, sam pač jes moraš redno. Ja.
pa kaj ješ, pa kaj začneš trenirati, pa to pol dobiš tudi malo motivacije, da pol temu ustrajaš, da delaš in nekako mi je to ratala pol rutina. Tudi zdaj, ko sem prišel ven, grem 3-krat na teden na fitness s prijatelji. Naredimo ta trening, daš, spucaš to energijo in bolj se Kaj pa delaš? A delaš ko na otežeh, oziroma delaš to hrbet, rame, roke varianta? Ja, to prav imaš. Razdelimo si, ja, 3-krat na teden, pa malo hoda, mešano, lih toliko, da to vzdržujem. Nisem pa neki, da bi pa hodil neki 5-krat na teden, pa vse neki zajemu vsakič posebej, pa ne vem, koliko pazil na hrano. Ne, jaz na hrano ne pazim skoraj nič. Proteine sem nehal že, noter sem jih še pil en cajt, zunaj sem jih nehal piti, ni mi bilo več neki, ampak videl sem pol, da kilaža je ostala nekje na istem, zdaj sem nekje na 70 kg, super se počutam, nekako mi je to ok, tako da nimam pa neke potrebe po temu, da bi hotel iz sebe delati ne kakšno žival, ali pa da bi iskal neke bližance, da bi rato še večji, pa to, ker nisem imel težav z samozavestjo. Vse to se hodili reče, ne? Vse to je to, ne? Vse zato izhajaš iz tega, da daš ven tega džavola iz sebe, oziroma tako bi rekel, to energijo. Točno to. Ja, no vse stuta, ne? Meni je to najbolj pomemben, zato ker se počutam, tisti trenutek, ko prideš iz treninga, se počutam najboljš možen. Res. Takrat, ko me malo pec boli, ko me malo noge tresajo. Takoj potem, ko se tuširaš, veš, ok, nekaj sem pa naredil danes. Tudi če nisem prej nič naredil, ampak nekaj sem pa le naredil. Tudi če nisem, tako je. Tako da je, ok, kad ti rata to navada, pol je to super stvar. Jaz mislim, da je tudi tako za duševno zdravje dobro. Se pravi, prej si rekel za truplo, ne? Ja. Ko si pa ti do te serije sploh prišel zraven, pač da si rato ta lik noter? Ja, glava vsega je Luka Štigal, on je moj dober prijatelj, pa njegova punca Sanja. Njih sem spoznal na snemanju Čale Saletovega enega spota, tam smo se spoznali, takrat je on nekako videl, da imam jaz smisel za to in za glumo in vse, in je pač mene videl v liku tega Bojčija noter in me enkrat sem kontaktiral po klicu, dobila so se tam pri Pop TV-ju, mi pokazal scenarij, prvo stran in je rekel, lej, ti bi bil ta lik in samo tebe vidim tukaj nobenega drugega in jaz si ti zberem. Srečem hudo, ne? Ok, jaz sem za, ne? In sem pač bil za, ker jaz sem zmeraj živel v tem, ni mi bil pomemben niti denar, niti nič. In smo to posneli, oni so bili vsi navdušeni, jaz tudi, čeprav jaz sem ful kritičen ratu do sebe, ne, in ful sem gledal skozi, kaj lahko boljš naredim, ampak mi je to bilo the best, ena super izkušnja in potem se je to preselilo na drugo sezono in itak gremo še drugo sezono posnet, tako da ona dva sta mi tudi v zapor prišla parkrat na obisk, tako res me gotivita in res smo tako ratali prijatelji. Tako da sta zmer verjela vame in vse in zato sem jima res hvaležen, tako da je lepo delati z enimi takimi ljudmi, ki ne gledajo samo čez interes, ampak enostavno hočejo ustvarjati z nekom, ki jim sede, tako kot meni in meni je to najbolj važno. Ja, ne da sam v tebi vidijo cifre, ne? Točno to, mene to nikoli ni zanimalo. Jaz če vidim, da mi je vibe cool, če je frekvenca ista, na kjeri lahko komuniciramo in da lahko nekaj naredimo skup, ni noben denar klele v pitanju. Ne. Isto za ta film 91, ki smo ga posneli. Miroslav, ne? Tako je. Miroslav. To isto, sam kontaktiral me je rekel, friendly, imam en projekt, nimamo budžeta. In sam rekel, prekinam te. Sam rekel, ja. A čak, a pa si za? Ja. Sam ni budžeta. Ja, grem. Ti delaš, grem, ne zanima me, kaj treba odgovoriti. Sploh me ni zanimalo, koliko ur cajta mi bo vzel, ampak vem, da ti to delaš, ti in Sanja, in me sploh ne zanima nič. In pol, ko sem dojel, da je cela ekipa šla v to zastonj, mi je pa bilo še jače. In pol na tem snemanju sem nekako dojel razliko, v zraku začutiš energijo, ki vsi delajo brez kakršne koli koristi in vsi dajo 120% od sebe v primerjavi, če bi delali to nekje za denar. Sprav dajo še več od sebe, samo zato, da to rata in da lahko rečemo, stari, ni bilo nobenih fucking sponzorjev, nobenega denarja, sami smo to stari in da dokažemo, kaj lahko naredimo brez evra budžeta, če se cela ekipa sprav skup, to je bilo 20-25 ljudi in da se to uspele in to je tak dober feeling, da ti ne znam opisati. Popa, češnja na vrhu smetane je pa, ko prideš v dvorano, ko gledaš sebe prvič na platnu,
ki je publika, se pravi, ki je dvorana polna, enih gledalcev, ki jih nisi nikoli prej v življenju videl in ki to gleda in ki se začnejo smejati in uživati in ki vidiš, da je to dejansko, da to ni nobene glumi tam, dejansko se folk nasmeje. Dejansko je film, ne? Ne znam ti opisati, koliko je to dober občutek, ki vidiš, da si naredil nekaj dobrega in da si za to dobil aplavz in vse in da enostavno da je pač ne morem ti, nije besede, ki bi jo lahko opisal ta feeling. Vzhičenost oziroma zadovoljstvo. To je neverjetno, to je kakšen orgazem, ni primerjave, ki veš, da si nekaj dobrega naredil. Dobrega in da to nima nobenih posledic. Taka toplina. Res je hudo in nepozabno doživetje, tako da pa sem videl, da v tem momentu sem še bolj dojel star, jaz to hočem delati, to je meni cool. Ne bom se silil, ne bom se metil nobenemu pred nos za to, da bi me nekdo nekam vzel. Če me bo kdo kam povabil, če bo kakšna prilika, z veseljem. Če je ta prava ekipa, ta prav folk, z veseljem, največjim veseljem in mi je res to nekaj, v čemer uživam. Ne. In to po čemer se vedno tudi dober, ne? Trudim se biti. Ja, ne, ampak veš, če si ti dober, pa uživaš. Ne moreš biti ti slab, pa da uživaš to. Ne, to ne gre. Edino, če si toliko omejen, jaz mislim, pa da si ne priznaš. To je problem pri ljudeh, ki niso niti malo samokritični do sebe. Se pravi, če ti nisi samokritičen do sebe in da si ne priznaš, da nekaj delaš narobe ali pa da nekaj ni ok, in če si skozi prepričan, da ti imaš prav, drugi imajo narobe in vse, kar se ti slabo zgodi, je zato, ker so drugi krivi za to, ne zato, ker ti ostaneš na tem nivoju razmišljanja in razuma in ne napreduješ nikoli. Ne moreš nikoli napredovati, ker dejansko, jaz sem šele noter dojel, jaz sem se prej ful obremenjeval, zakaj drugi ne vidijo stvari tako, kot jih jaz vidim, ne. In pa sem se trudil sploh pri prijateljih. Ne vem, če jaz vidim v čemu potencial, pa da je nekaj to mora biti tako, pa hočem nekomu dopovedati, lej, to ni ok, to bi moglo biti tako in pol on to ne razume in jaz se pol obremenjujem, zakaj on ne vidi tako stvari, zakaj on ne razmišlja tako, kot jaz. In pol se nerviram in izgubljam energijo, on se pa sploh ne nervira, ne. Konkretno, evo, da se vrnem in sem zdaj smo na točki, ki lahko naredimo gledanost iz tega podcasta. Jaz mislim, da bi bilo to... Odkar sem prišel ven, je že toliko enih vprašanj se mi usul tam na PVT, zakaj se ne družita več s Perotom, oziroma a se družita, kaj, kako in tako naprej. In enostavno nisem imel energije vsak mu posebej razlagati, ampak vidim, da je zdaj mogoče caj, da malo razložim te stvari. Ne. Jaz konkretno pri njemu, jaz njega poznam že 15 let sigurno in družba se in vse in on je super človek, s katerim se lahko družiš, preživiš prosti caj, da se nasmeješ, da se imaš fajn, ampak so druge stvari v pitanju, pa ne vem, neka vizija, ki jo imaš, on pač ne vidi, kot ti vidiš in tudi ne razume stvari, kot jih pač jaz razumem, ne. In ne zato, ker bi on z njem bilo kaj narobe. Stvar je v tem, da jaz sem si zmer želel, da on vidi potencial v tem, kar delava, tako kot ga jaz vidim, ne. Ampak ga ni videl to, ker je on... Jaz prej nisem si znal to razložiti, dokler nisem prišel noter in dokler nisem začel filma vrteti nazaj in nekako košček po košček spominov in dogajanj iz preteklosti dajal na kup in nekako dojel, jaz sem noter dojel, da obstajajo pač osebnostne motnje in da pač ta človek je za mene, to je moje mišljenje in mogoče še za koga drugega, da je on šolski primer narcisa, ne. To je človek, ki je prepričan, da se cel svet vrti okoli njega, da on mora biti skozi v ospredju, da karkoli se dobrega zgodi, se zgodi zaradi njega, karkoli se slabega zgodi, se zgodi zaradi drugih. In res je bil skozi prepričan, da pač vse ve, da je najboljši vsemu in da ve, kako stvari morajo stati. Jaz sem se pa konstantno trudil spremeniti ta njegov pogled na ene stvari, razprave o temu. On je bil zmer prepričan, da je denar vse na tem svetu. Jaz, bolj, ko sem mu to dopovedoval, slabše je bilo, jaz sem se počutil bolj neumen. In pol sem se jaz nerviral, zakaj on ne vidi stvari tako, kot jih jaz vidim, dokler mi ni ena prijateljica, moje bivše punce, rekla, da pač se s tem ne moram obremenjevati, zato ker to je isto, kot da če bi ti zdaj hotel, primer, tam je tista slika McGregorja, ne? Yeah. Da zdaj
imamo kle slepega človeka in ti mu rečeš, le uno sliko, vidiš, ta slika je ta, ja ne vidim. Ja, ne, a ne vidiš, kako ne vidiš? In zdaj, da se jaz nerviram na slepega človeka, zakaj on ne vidi tiste slike, kakor jo jaz vidim in krivim njega, da je tak. Ne, on je pač tak. In pa sem jaz dojel noter šele, da ti ljudi ne moreš spreminjati, da lahko spreminjaš sam sebe in svoj odnos do ljudi. Se pravi, imaš dve opcije. Ali sprejmeš človeka tazga, kakor je, in si rečeš, ok, to je on, spremeniti ga ne morem. Zdaj, a mi meni odgovarja se družiti s takim človekom? Se mi ne, konkretno za njegov primer. Spremeniti ga itak ne morem in dejansko sprejmeš ga tazga, kakor je in ga ne kriviš. Pač on tak Sprejel je. si ga. Tako, jaz sem ga sprejel, da je on tak, kakor je. In sem se pač odločil, da se ne družim več z njim in da pač ni dober za stvari, ki bi jih jaz pač v življenju rad počel. In pač ne vidi stvari, kakor jih jaz vem in pač enostavno tukaj so se naše poti ločile in to je to. Ne. Tako da včasih sem bil razočaran oziroma sem bil prepričan, da je on kriv za ene stvari, ki se dogajajo in odvijajo. Potem, ko sem pa odsedel nekih pol leta ali pa 10 mesecev kazni, sem pa dojel v bistvu, da sem si sam kriv, da je prišlo toliko daleč, kot je prišlo. Ker konkretno za ta primer, kjer sem jaz skočil na policijsko marico in je on ta posnetek objavil, jaz sem takrat njemu rekel, friend, ne objavljaj tega, imela bova problem, pizdarija bo. Ma boli te kurac, kaj nam pa lahko nam pušijo kurac. Ne, friend, stari, jaz imam pogojne odprej, hiter bo rato problem. Ma ne morajo nam nič. In sem rekel, ok. Se pravi, jaz sem bil tist, ki se je odločil, oziroma ki nisem ustrajal dosti pri temu, da gre ta posnetek dol. Ni kriv on, ki ga je objavil, tudi če sem mu jaz to rekel. Se pravi, kriviti moram sebe, da nisem bil dosti odločen pri temu, da je to dol. Ja, fuck it. In jaz sem cel cajt krivil njega in tudi, kaj je rato pol problem, on rekel, jebi ga, friend, nisem vedel. Ja, kako nisi vedel, če sem ti rekel? In pol jaz krivim njega in cel cajt in nekako mu pravim, da ti si kriv, da grem jaz zdaj noter. In pravim, ne. Nisem jaz kriv. Kriv si ti, ker si imel pogojne odprej. Če ne bi imel pogojnih, kakor jaz, ti ne bi zdaj šel not, ampak bi imel pogojno. Model. Jaz sem za tiste pogojne garal, plačeval odvetnike, da sem izvlekel pogojne. Na koncu ti prideš in porušaš vse, kad domine, pač uno. In pol sem si rekel, pa se ni on kriv. Se sem si sam kriv, da sem dovolil, da je šlo tako daleč. Sam sem kriv, da sem skočil gor. Sam sem kriv, da sem se obnašal ka majmun. In da sem dovolil, da je to sploh šlo gor. Da nisem rekel, ne, briš takoj zdaj dol. Ja, moj life je stari. Pol, Ja. kar sem pa dojel, čez kaj sem jaz šel in da sem jaz rabil 15 let, da sem jaz rabil priti v zapor, da spoznam, da zajamem teh 15 let prijateljstva in si rečem, da ta človek pač tak je in ga moram tazga sprejeti, sem mu pa bil hvaležen. Zato, ker na nek način mi je pomagal, da sem končal na tej točki, da sem mogel vse resetirati, zavrteti film nazaj, a veš, ko prijaš v razmetano sobo in ne veš, kje bi začel pospravljati. In jaz nisem imel druge opcije, kot da začnem pospravljati. In pol, te stvari so ta predal, to gre v ta predal. In pol stvari rata bolj jasne. Vidiš, ok, soba ima že neki izgleda. Ne? Tole so pa smeti. Te smeti poberem, veš, kje je koš za smeti in tja je tudi čupero. A razumeš? In pač ti si bil en pomemben del mojega lajfa, bilo je fajn, dokler smo se družili, ampak enostavno, klele, jaz moram potegniti črto. In, pa v bistvu vse preč, ja. Tako, mislim, sebe postaviti na prvo mesto. Mislim, zakaj sebe žrtvovati, pa dajati 90% cajta v ta brand, pa montirati doma posnetke, medtem ko imaš ti cajt iti na fitness, dobiti se s punco, imeti še svoj stream, od kjerega kasiraš, od kjerega jaz nimam nič, publiko sva pa na nek način skrb zgradila, ne? In da jaz pol delam, da montiram vse to na koncu za nič, zato da pač da ti samo priješ, ko se treba pokasirati, pa razdeliti na pol, pa hvala lepa, to je to, ne. In pač bolj, ko sem mislil, da je on neumen, bolj sem del, da sem jaz neumen izpadel. Se pravi, on je dober človek, ampak samo za sebe in za svojo lastno korist, ne. Jaz sem pa bil zmer tip človeka, ki sem rad... Giver, vse te vidim. Na to foro, ne? Ja, ampak tako, jaz sem rad delil s prijatelji, jaz sem rad, se pravi, ne moram, žrl bi me občutek, da jaz nekaj imam
pa da moji frendi nimajo. Sprav, zmer sem gledal tako, da je vsem fajn, da se imamo vsi dobro, ni mi problem niti deliti, niti nič. Nisem nikoli gledal na lasten interes in zmer sem postavil frende na prvo mesto in če en rabu to, ok, grem to, pomaga to. No, posod sem jaz neki pomagal, delu, hodil na roko, nisem znal reči ne. Se pravi, da si rečem, sorry, lahko sva frenda bo se, nimam cajta da ne moram, zdaj ta prav frend bo rekel, v redu je, razumem vse, ni problem. Unkate pa imel cel cajt za interes, pa rekel, fuck model, ko si bedan, da je to lahko drugič, veš, se pravi, gleda. Krivda. Ja, ne gre ta krivda na živce, kad ti nekdo dela krivdo. Vem. Ja, ampak to je ne, to je pol, kad si moraš sam pri sebi razčistiti. Ti si sam kreator tega, ti si sam, jaz verjamem v Boga. Bog je vsakmu dal možnost odločanja. Mi nismo živali, da počnemo stvari samo nagonsko. Mi imamo možnost, da se odločimo med dobrim in slabim. Se pravi, a boš naredil nekaj dobrega in kako boš naredil na kakšen način, sam se odločaš. In dokler imaš ti možnost odločanja in vplivanja na svoje dogodke, na stvari, ki jih počneš, potem si nekako tudi odgovoren za vse. Ne moreš iskati krivdo od drugih in skozi krivca za druge. Najslabša stvar je pa, da se smilaš samega sebe. Se pravi, žrtev sistema, pa mene gre dobro v lifeu zaradi unga, pa tega, pa ne, fuck it, stari. Moraš biti kot morski pes, sam plavati. Tako, in plavati, vmes gledati svoj pravac, fokus je en postaviti, tja hočem prijeti, če ne gre tako, bo pa šlo tako, pa tako, ampak jaz bom tja prišel. In če nimaš tega fokusa, se ne premakneš nikamor. Definitivno, to si rekel, žrtev, folk je žrtev, se jaz tudi tako opažam v okolici, v 3/4. Dejansko je res folk, sploh zdaj korona, ker vse je korona kriva. Za vse je ratala kriva korona, stari. Vsaka ima neki izgovor, ki je len, ker ne moreš iti iz kavča dol, ker ne moreš karkoli narediti, je kriva korona. Korona je super primer, ki pokazala je, izpostavlja je. Kakšen karakter si. Zato, ker jaz mislim, da korona je na nek način, imaš teh milijon teorij zarote, ampak je en dober primer neke novodobne vojne. Ne? A veš, vse te vele sile so dojele, da z orožjem pa s temi stvarmi ne dosežeš sploh toliko, imaš ful enih stroškov, preden prijaš do dobička. Ne? Klena, en lahek način manipuliranja in programiranja folka čez medije, čez vsebine, ki jih dajo ven, pa ful lahko več dosežejo. Ne? In zdaj, jaz to gledam, to korono situacijo, gledam, kada je to neka vojna, razumeš, kada je to neko vojno stanje. In mi imamo v teh razmerah možnost se odločiti, a boš ti bil žrtev tej vojni, ali boš bil vojni dobičkar. A boš izkoristil ta sistem in te pogoje, ki jih imaš zdaj, zato, da se okoristaš, da narediš za nekaj za sebe dobro, ali boš se postavil na stran žrtv, nam je kriv za to, ta političar je za to, a veš, eni ne vidijo širše slike, ne, se, a veš, nekdo je postavljen namenoma nekam zato, da se na njega kaže s prstom, da se fokus odmakne čisto od enih drugih stvari, ne, in to deljenje folka, ne, na bele, rdeče, črne, modre, cepljene. To je ključ do uspeha vsazga politika, vsazga manipulanta. Ker vsi se zavedajo, da v slogi je moč, ne? In če ti dovoliš, da se nekdo združi, da se poveže, da se najde isto misleči, jih lahko povozijo odkole, čez noč. Če pa ti med njih fukneš neki, da se oni med sabo razpravlja, ne, to nimaš ti to. Je vojna med njimi. Tako. Vojna med njimi. Enostavno oni pa lahko počnejo, kar hočejo. Tako da to je super. Se strinjaš, Miki, a ne? On je čisto temu isto v podobnem mišljenju. Ja, ločaš folk. Ne, je zanimiv. Mislim, jaz opažam, jaz tako ful enih takih eksperimentov delam čez svoje storije in povem kakšne stvari mogoče, ki si jih ne mislim, zato da vidim reakcijo. Pa pol kakšna stvar, ki si mislim, jaz uživam. Jaz mislim, da sem specialist za to, da naredim dramo. Ker narediš dramo, pol folk spusti un gard, pa navali, zagriza, da vidim, točen to. In pol nekako nekako sem ta socialna omrežja sem že toliko naštudiral, da vem, kako folk razmišlja, funkcionira, na kaj se prime, na kaj se ne prime in je... Prije firmo, agencijo za how to make drama. Mogoče, ne vem, v glavnem. Je, različni smo si ljudje in pač
moramo se sprejeti taki, kakor smo in nekoga se truditi spremeniti pa prepričati, da gleda. Ljudje se ne spreminja, jaz sem tudi to opazil. Oziroma, tako rekla, lahko se spremeniš, ampak boš ostal nekak isti. A veš, tako kot si rekel, recimo za Perota, jaz ga ne poznam, niti ga ne bom obsojal, ker nisem na tem mestu. Se strinjam. Ni point, ampak težko nekoga spremeniš. Ne moreš. Kako je pa on reagiral na ta, videl ste imeli neko obdobje, lepo obdobje, bom rekel, obdobje prijateljstva, tudi da smo imeli prijatelje, ko smo bili dolgcajterska postvarjali, pa smo šli na razen za neke pizderije ali pa karkoli. Tako. Kako misliš pa, da je on odreagiral oziroma on se počuti danes na to? On se ne počuti niti krivga, niti da bi kaj narobe naredil. To sem prepričan, jaz njega poznam kaj lasten žepne. On nima razvite čustvene inteligence, to je tipično tudi za vsakega narcisa. Ne? On nima občutka, ne vem, on bo videl žival ali pa psa, on ve, da za druge je prav, da ti pobožaš psa, pa rečeš, kako cute, kuža, ono. Ampak neke empatije do živali v njemu ne boš videl, tega žara ne boš nikoli videl. On nima razvite čustvene inteligence, on je pač tako, kar je in on nikoli ne bo vse priznal, da je za neki kriv. Edino, ko bo prepričan, da v primeru, da to prizna, čeprav vse ne bo priznal, bo njemu doprinesel nekaj drugega. Se pravi, ok, priznal ti bom to, samo da ti priznam, da jaz dosežem nekaj svoje. Zato, da gremo mi lahko, da se premaknemo iz te točke, ker jaz imam še nek drug interes s tabo. A veš, ne vem, ta njegov troll gang, ne, pa to najin prijatelj, moj prijatelj Aro iz Jesenic, res super dečko, ga je tetoviral in vem, da si je tetoviral, videl sem na Arotovih storih, da mu je tetoviral na nogo troll gang, ne. In ko sem videl, da si je tetoviral nagležen na tam, sem točno vedel, zakaj. Zato, ker to se bo najmanj se bo to videl, ne. Po drugi strani, da če bi pa res hotel se tetovirati, nekam bi se on najraje po moje to na podplat tetoviral, ne. Zato, ker jaz mislim, da tako tudi gleda on na te svoje ljudi, na to svojo publiko. Za njega so vsi burazi, vsakemu bo doniral neki, bo za njega brat buraz, veš, on vsakega lahko pokliče. In če se njega vpraša, on bi to dal na podplat. Ampak ve, da to bi malo mogoče folk kritiziral, zakaj na podplat, dobesedno nam daš do znanja, da nas gaziš, ne, da hodiš po nas, pa si je dal to na gležo. Če ta troll gang tebi že to res pomeni, zakaj si to ne teviraš nekam na roko, nekaj tako, a ti je beda, se sramuješ tega, ne. Pa na vrat, recimo. Ja, pa dobro, ne, on je premišljen, on kakorkoli deluje mogoče za nekoga neumen, on zelo premišljeno dela stvari in za ene stvari je zelo inteligenten, tako bolj kaj jaz, mogoče na enih področjih. Tako, kako dosežeš nekaj, kar hočeš, on je za te stvari še bolj prefinjene. Tako da... Sploh v temu hypu se mi zdi, pa mogoče v temu načinu, ta hype njegov pa... Kako komentira stvari, mislim, da je zelo, ga začutijo, bom rekel, mlajši, mladostniki, ga kar hiter ga vzamejo za... Tukaj se je rekel buraza, oziroma za tako nekoga, Težko je, vsi te mladi so želi neke pozornosti in jaz vem tudi že prej, ko sem imela live stream, ti če od nekoga samo ime izgovoriš, se že njemu ful zdi. Tudi na sestanku, kjerkoli. Ja. Hudo, ne. Se to je že neka psihologija osnovna, ti že z nekom, ko komuniciraš, že rečeš njegovo ime, ko ga po imenu pokličeš, samo počuti bolj spoštovanega, bolj podarjenega in tako naprej. In on že, ko njihovo ime izgovori, pa kar reče hvala v tretji, in ko se ljudje lahko pri njemu izpostavlja na ta način, da z neko donacijo tam se izpiše njihovo ime, pa in on to še toliko nahaj, pa toliko dvigne, da oni se res počutijo del tega communityja, ne. Ampak na koncu, ko potegneš črto, je kle samo, važno je, da je šlo v žep in to je to, a vas, da ne grem preglobok, da ne bo kdo... Ne bi mu nikoli hotel pokvariti gledanosti, niti nič prvoščemu, se pravi, jaz temu človeku prvoščemu vse najboljš. Kaj pomeni za njega vse najboljš? Čim več denarja, cel denar tega sveta ti prvoščem, ker to je edina stvar, ki njega dejansko usreči. Njega najbolj boli, ko ga udaraš po žepu. Nič drugega ga ne boli, kot to, ko ga udaraš po žepu. Tako da jaz mu prvoščem čim več denarja, po možnosti v gotovini, ker gotovina je za njega tisto, kar res šteje, čim je to že nekaj na računu, to njemu ni okej. Tako da in če je to tisto, kar on rab, da je srečen, pol mu prvoščen tega čim več, ampak čim dlje
od mene. Pač. Kaj pa pici danes, oziroma jutri po tem podcastu, kakorkoli, kaj te zdaj driva najbolj tisto? Kaj želiš? V bistvu jaz imam to srečo, hvala Bogu, da lahko počnem to, kar me veseli, se pravi, da se ukvarjam z videoprodukcijo, da delam to, kar me veseli in da od tega lahko tudi preživim. Se pravi, da lahko delam na tem področju, da lahko snemam, ustvarjam, tudi izpit za drona sem šel delati. To se moramo malo povezati, stari moj. Ja, tudi izpit za drona sem šel delati. Sem se tudi prijavil, 40 € na... Ja, to narediš prek. Ja. In to je vse, kar dejansko rabaš. Jaz imam Furo sem 5 let brez, tako da... Tudi jaz sem furo brez, snemu že povsod, kjer smeš, kjer ne smeš, ampak nekako sem ugotovil, morto, jebi ga, stari. Treba to imeti zato, da dejansko lahko tudi konec koncev izstavaš račun, pa se podpišeš pod nekaj. Enemu neki na glavo padal, karkoli, nima veze. Tudi odnos do biznisa, če ti nekaj daš v ta biznis, je kuj druga energija, ker ješ ti to delati. Res je. Ja. Res je, tako da... Ja, videoprodukcija, ne? Videoprodukcija, pa zadnje cajte, mislim, že nekaj cajta sem v temu, ampak prej se nisem toliko temu pozveščil, je pa kripto, ne? Kripto svet, blockchain, to mi je pa ja. 90% sam noter, sam holdat. Kaj pa send? Imam ene 3 prijatelje, ki so se obogateli, ki so ratali milijonari, konkretno iz tega, od 2016, 2017, ki so kupovali bitcoine že na 2 jurja, 2 To je prijatelj future, tole, ta tehnologija, ne, to ni piramidni sistem, ampak tehnologija, ki stoji za tem. Ja, to je, mislim, da je eno največjih odkritih v zadnjih 100 letih. Tako da, ja, mi smo v kameni dobi trenutno za kriptovalute. Trenutno je kripto, kakor je bil internet 1980. Se pravi, neki ljudje je vedeli za to, slišali, neki kakšen mehen procent je to uporabljal, ampak ni bil izkoriščen tisti maksimum od njega še takrat, kar se dejansko lahko v prihodnosti. Jaz mislim, da 2030, da to bo vse svet na glavo. Vsi milijonarji, ja? Mislim, to lih ne, zdaj pač imaš folk, ki bi se čez noč obogatel, pa porine tja, pa mu naredi nos, pa potegne ven, pa tam porine, pa to in pol spuši, ali pa kup na vrhuncu bullrana, pa mu gre dol in če nima močnih rok, mu pade volja do tega in pol si reče, ni od tega nič, ne. Tle je točen, to je dober test, koliko si potrpežljiv, pa koliko si pripravljen jahati čez te valove, ne. Koliko lahko to preneseš, tako da jaz sem že neki... Sploh ti shitcoini, to je stran od tega. Pa shitcoini sploh niso toliko slabi, če veš, kje je hype, pa kje se da narediti, pa ta pravca je, če nekaj povlečen. Jaz sem na 2 shitcoinih naredil kar konkretno. Kaj na Šibi pa na dol? Ne, Šiba ne, zdaj sta 1-2 prišla in tako v parih dneh sem naredil krat 5, krat 6. Mi smo na Sandu naredili, The Sandbox, poznaš? Ne, nisem še slišal. The Sandbox je frka, to je špile se delajo gori in ta Metaverse. Metaverse, ja, to je zdaj po mojem najbolj trending, Metaverse. Jaz vse, kar sem uložil večinoma, zdaj sem uložil v Hedera Hashgraph. Okay. Če poznaš, to je v bistvu konkurenca blockchainu. Okay. In v bistvu veliko bolj varčna stvar, veliko hitrejša stvar. Okay. In če skoliko si rekel, 2030, jaz računam, 2025 bo to novi Ethereum, oziroma poglej si, kot kripto navdušenec, si poglej si tim poslov. Hbar, Hedera Hashgraph, to je ekipa odzad. Kakšen ima pa market cap zdaj? Market cap, koliko ima Miki zale market capa? Milijarde, ja. Pizda, ja, poje že kar konkretno. Ne, ampak cena je trenutno 0,35, kar je še ugodno. Je pa fora to, da ima... Ja, ampak govoriva, ugodno je tako, če ti gledaš ceno, ampak market cap je tisto, kar edino šteje. Se pravi, če ti hočeš vse krat 10... Ja, ampak tudi v zadnje, ne? Ja, jaz sem long investor. Koliko je? Kaj to kaže? Aha, ok. Aha, sta omejena na 60 minut. Ja, malo čez. Ok, ampak se nima veze to. V glavnem, da še zaključimo lepo. Hedera Hashgraph si poglej, zaradi tega, ker pač market cap karkoli. Odzad je, oni imajo ta Governance Council, ki so odzad, noter je Google, IBM, Boeing, Deutsche Telekom in to bo ratal čez 5 let pač standard.
Tako pač jaz v to verjamem, jaz pač The best. dol sem si za ozadje, da je vsak dan zjutraj, ko vidim, da vidim ta logotip, pa je ta Love Attraction, lej, tako da. Si pogledal, zanima me. Gledalci, poglejte si Hedero. V glavnem, jaz bi si ful želel, da ti še kdaj prideš nazaj, čisto zaradi tega, ker sva danes samo naredila tole. Tako. Danes sva samo to naredila, ful imamo iste interese, kar se tiče videoprodukcije, kle si v Meki videoprodukcije v Kranju, tako da kle si vedno dobrodošel. Ful ti hvala, ker si delil del kanček zgodbice, oziroma da si tudi razložil določene stvari. Mislim, da so ljudje, ki so si zaslužili slišati jaz tudi mislim, ja. Ta del zgodbe. Da... Ker jaz sem tudi, ko sem povedal nekaterim prijateljem, da ti prideš, tega vprašanje, kaj sta imela, kaj je bilo to. Sem rekel, verjamem, da bo on sam povedal, oziroma da bomo nekako tako zapeljali. Ampak se nima veze, so druge stvari tudi v življenju, ki so bolj pomembne, kot pa mogoče sam drama. Tako da Pici, hvala ti ful, da si prišel v Kranj. Bilo mi je veselje, tako da se kaj slišimo pa še. Tako, zdaj moraš pa podpisati Jaka.